Pozdravljeni, moje ime je Gregor Čušin in z vami bom podelil nekaj misli ob evangeliju 3. postne nedelje. To je evangelij, ki nas spravi nekoliko v zadrego. Se vidimo Jezusa popolnoma drugačnega kot sicer. To ni tihi, mirni, ponižni, ljubeznivi Jezus, ampak strastni Jezus. Jezus, ki plano tempelj, ki splete bič, prevrača mize in požene iz templja vse, kar ne sodi van. Priznam, da me dostikrat popade jeza, ko bi najraje vse skupaj kam poslal in včasih to tudi storim, ko bi najraje zagrabil kakšno reč in bi jo vrgel po tleh in včasih to tudi storim, in ko me prime, da bi nekaterim in ljudem povedal, kar jim gre, in to tudi storim. In potem se nekaj minut, mogoče dan, dva celo, počutim bolje, kasneje pa me peče vest, da sem spet podlegel svoji kolerični naravi, da sem si dal duška na račun dobre volje drugih in družinskega miru. Ampak, če berem današnji evangelij, tudi Jezus je izgubil živce. Razlagalci Svetega pisma seveda lepo, pobožno in politično korektno rečejo, da je Jezus izgubil živce, ker ga je popadla sveta jeza, in tudi sam se izgovarjam na sveto jezo, kadar imam kakšnega od svojih koleričnih napadov. Pa še sam temu ne verjamem, predvsem pa ne tisti, ki je bil deležen te moje svetosti. Jezus se je res razjezil zaradi svetih reči, zaradi najsvetejših, če smo natančni. In če pomislim, če sem se kdaj jezil zaradi res pomembnih, zaradi svetih reči, se seznam mojih izpadov zelo, zelo skrajša in zelo, zelo zoža. Morda lahko brez slabe vesti omenim samo enega. Ko sva bila z Melito, mojo ženo, tedaj še ne, tedaj zaročenko, na pripravi na zakon, in sva med to pripravo ugotovila, da sva pravzaprav edina še, ki nisva poročena, če me razumete, in če se zakrament zakona razume v njegovem fizičnem pomenu. Kar niti ne bi bilo tako hudo in narobe. Tisto, kar je vzburilo mojo jezo, so bile duhovnikove besede, ki je rekel, da se Sveta Mati Cerkev zaveda, da je predzakonska čistost nedosegljiv ideal. Medtem ko so ostali udeleženci priprave šli na čaj in piškote, se je Melita jokala, jaz pa sem nabral tistih nekaj stopenj energije, ki sem jih še premogel, in ko so se vrnili z malice, parim ljudem povedal, kar sem mislil, da jim gre, in vse skupaj nekam poslal. Bil je morda res netakten, koleričen izpad, ampak bil je izpad zaradi svete stvari, zaradi najsvetejše stvari, zaradi čistosti najnega odnosa, najnih teles. In tega izpada, moram reči, mi ni žal. Jezus je vstopil v tempelj. Kaj mislite, kako bi se Jezus počutil danes, ko bi vstopil v naše cerkve? Bi ga kaj zmotilo do te mere, da bi spet spletel bič in razmetal mize? In nimam v mislih kakšnih omaric in mizic z verskim tiskom, poličk, spominki in rožnvenci. Predvsem imam v mislih to, kar nam prodajajo s prižnic. Ste kdaj razmišljali, zakaj je Jezus, ko je izganjal trgovce iz očetove hiše, tempelj primerjal prav z razbojniško jamo? Če razmišljam o stanju sveta, današnjem stanju, nenazadnje tudi cerkve, razbojniška jama ni ravno izraz, ki mi pride prvi na misel. Štala, svinjak, smetišče. Razbojniška jama ne. Kaj je pravzaprav razbojniška jama? Razbojnik je nekdo, ki mori, ki krade in ki v to svojo jamo, ta svoj brlog privleče plen, nakraden plen in morda tudi kakšno truplo. Če bi Jezus danes kaj izgnal iz svoje cerkve, iz naše cerkve, potem
so to brez dvoma ukradene misli, ukradene ideje in trupla. Ko prideš v cerkev, ko prideš pred Boga, ko se nameniš moliti, bodi to, kar si. Ne kradi drugih idej, ne pretvarjaj si, da si nekaj drugega. Predvsem pa ne bodi truplo. Bodi živ, bodi dejaven, bodi čist, bodi svet. Lepo preostalo pripravo na veliko noč vam želim.